Detektivi in detektivke, to je bodovska specialna epizoda za 4. sezono serije True Detective s podnaslovom Night Country ali po slovensko Pravi detektiv, Dežela teme, tako najdete na HBO Max, po bodovsko pa Čisto pravi detektiv, Dežela teme, ker je podnaslov čisto v redu. Specialna epizoda, kakršne smo imeli lani za serijo The Last of Us, torej krajša, hitra, precizna, a vedno koncizna. Danes delamo prve 3 epizode serije, ki so zgolj prvi, drugi in tretji del. Slednji je na HBO Maxu danes, ko tole snimamo, torej z vaše časovne točke včeraj. Z vami smo kot ničkolikokrat Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. In Aljoša Hrlamov. Opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike, kljub temu, da je čisto sveža, dišeča in še topla. Kratka, True Detective Night Country, po vaši, kako bi to rekel, po vaši želji smo izbrali in delamo zdaj le tole samo za vas, ali kakorkoli že. Zdaj, ker ja, to, za nas tudi, kaj ne? Ne, za nas to ni. Mi se dajemo za druge. Skratka, True Detective Night Country, 4. sezona serije, antološke serije True Detective, kriminalne drame. V 4. sezoni imamo še elemente srhljivke in grozljivke z nadnaravnimi elementi. Prva sezona je sicer izšla točno pred 10 leti, se pravi leta 2014. Druga 2015, potem smo na tretjo čakali do 2019, zdaj pa skratka nova po 5 letih. Ustvarjalci sezone, če gremo zelo na hitro skozi, je Nick Pizzolato spet, ki je bil prej scenarist vseh 3 sezon True Detective, zdaj je tukaj pa zraven bolj kot producent. Umetniški vodja oziroma ustvarjalka, glavna ustvarjalka serije pa Isa Lopez, ki je napisala in režirala Tigers Are Not Afraid. En film, ki se ga splača pogledati. A ne, Igor? A ti si ga gledal? Ne, nisem, ampak imam načrt pogledati, tako da preden bomo delali zadnjo epizodo tega, bom si ga že pogledal in bom takrat povedal kaj več. Je pa ful kritiško nagrajen in hvaljen film in z njim je med drugim pritegnila pozornost Guillerma del Tora, ki je zdaj sta full frienda z Iso Lopez. Je pa film tudi o kartelih, kar je pač v bistvu to ga je pritegnilo, ker je Guillermo imel sam težave z karteli in zato ne živi več v Mehiki. Tako da, ja, bomo še potem ga omenjali, ko je vpleten v prvo epizodo, tako da ja. Ok. Zdaj, igralce jaz ne bi čist preveč spet, ampak omenimo seveda Jodie Foster, ki igra šerifinjo Liz Danvers. Nazadnje smo jo videli v filmu Najad iz 2024. Sicer pa jaz mislim, da je to nekako, vsi se spominjam seveda, ko jagenčki obmoknejo in je to nekako recimo, da paralela temu, sicer pa tudi sama režiserka, režirala epizodo Black Mirror, Tales from the Loop in še marsikaj drugega. Potem imamo Spiderwick Chronicles je tudi režirala. Bi pa dodal, da Najad ni samo igrala, Najad je mislim na Netflixu ali na Amazonu, ne na teh, tudi nominirana za Oscarja za to. Okay. Ja. Letos. Tako. Da, ja. Potem imamo Kali Rice, ki igra policistko Evangeline Navarro, sicer je ženska svetovna prvakinja v 2 kategorijah boksa, igrala pa je v Catch the Fair One. Potem je, ne vem, Fiona Shaw, Petunia Dursley iz Harryja Potterja, ki igra Rose v tej seriji, poznamo jo tudi iz Andorja, pa z Fleabaga in tako naprej. Omenimo recimo lahko še Johna Hawksa, ki igra kaptena Hanka Pryora, z Winter's Bone je najbolj poznan, pa z Deadwooda, pa Free Billboards Outside Ebbing, Missouri, tako da
Mislim, da je tudi to igralec vreden naše pozornosti. Igor, nekaj si hotel povedati? Ja, Martha Macy May Marlene, tam je genijalen. Full hud film in res je creepy on tam not. Okay. In ker smo pogledali 3 epizode, pa ste mogoče že kaj pozabili, kaj se v posamezni zgodi, nekako jih bomo združili ali bomo šli vsako posamezne, nismo se glih prav zmenili, ampak recimo, da prvi 2 nekako združimo, tretjo pa posebej, ker je pač najbolj sveža. Se pravi, v prvi epizodi v mestecu Ennis na Aljaski izgine vseh 8 raziskovalcev, ki delajo na raziskovalni postaji Calal. Tam najdejo zgolj odrezani ženski jezik, šerifinja Liz Danvers ugotovi, da je jezik pripadal staroselki, to ugotovi zato, ker ima neke ureznine ali kakorkoli že, ki se ti naredijo, ko ližeš, ko daješ v usta, ne ližeš, no, ko daješ v usta mrežo. Policistka Evangeline Navarro pa verjame, da gre za jezik Ene Koutok, ženske iz rodu Inupiat, staroselke, torej, ki so jo pred 6 leti zabodli, pretepli do smrti, ker je protestirala proti lokalnemu rudniku, oziroma domnevajo, da zaradi tega. No. Danvers najde povezavo med Annie in enim od raziskovalcev, ki na fotografiji nosi njeno bundo, medtem pa Ross, ki živi na robu mesta, odkrije trupla raziskovalcev, ki so, kot sem jaz to poimenoval, samo sekundo, so kako so v angleščini temu rečejo Corpsicle. Corpsicle. Corpsicle, ok. Ja, corpse pa popsicle združeno. Ja, I got it. Sladoledna lučka. Truplučka. Truplučka, ja, lepo. Okay. Tudi meni se zdi zelo lepo. V drugi epizodi pa potem pri pregledu truplu ugotovijo, da so se slekli, da imajo nekateri skopane oči, da so se grizli, da imajo počene bobniče in druge čudne rane. Eden od njih ima na čelu narisan simbol spirale, ki, ko jih skuša izkopati, pa eden od policistov po nesreči odlomi roko enemu od trupel, ki zelo zakriči. Ker je to, domnevam, da zelo boleče. Domnevaš. Nikoli mi še niso zlomili roke, ali kaj ne rečem. Odtrgali. Ko si bil zmrznjen z svojimi sodelavci, skoraj vsemi. Skoraj vsemi. Ok, to sta zdaj prvi 2 epizodi, če gremo skratka skozi. Jaz bi mogoče, preden se tega lotimo, povedal, da mi je všeč Špica sezone, za muziko od Billie Eilish. Ja, je to prvič, da True Detective poseže po neki popularni zadevi za Špico? Ali se mi samo dozdeva? Ja, prejšnjih so bili Cohen, pa kaj so že bili nek teksaški band, je bil v prvi sezoni. Cohen je kar popularen. Ja, ampak je bil komad, ki mogoče ni toliko znan. No? Aha, ok. Ni bil zdaj Hallelujah ali pa ne vem kaj. Aha, ok. Ne, ampak ni neki original song. Mislim, v prvi sezoni se mi zdi, da je bil original song, ali se motim. Ja, se v drugi ni bil, ampak ne vem za prvo. Jaz nisem gledal druge pa tretje, zato sprašujem. Nisi gledal? Ne. Mind blown. Brain freeze. Ja, dobesedno. Pa Vince Vaughn igra v drugi, tvoj najljubši igralec. A res, od kdaj? Pa nisem vedel. Zdaj, prvi del se začne tako malo skrivnostno, ne, v resnici z pokolom severnih jelenov, mislim, samomorom dejansko. Poginom, rečemo. Poginom, ja. In s tem, da začne se skratka 17. decembra, ko je zadnji dan, pač sonce zadnjič zaide, no, za nekaj cajta. Ja, zdaj glede na to, ni tako težko zračunati, to traja približno 10 dni, ne? Aha, ok. Ne, 60 je rečeno v seriji. Ampak to nima smisla, glede na to, da tik pred solsticijem gre sonce, potem bi tik po solsticiju moralo priti nazaj. Sam povem ti, kaj v tekstu, ni v geografiji, ampak... Ja, ne, v 3. epizodi je tudi potem dejansko že skoraj na obzorju sonce, no. Aha. Ja, ne, se to imaš cel cel nekaj malega, ne, ja. No, ok. Ne vemo, kako deluje arktična geografija. Mislim, koliko sem ga jaz imel šanso videti na Islandiji, kjer so tudi to snemali, kao je točno tako, da bi to tam ob 2-3 zjutraj se ti čist malo nekaj pokaže, pa zelo hitro zleze nazaj pod obzorje, tako da... Pa čakaj, nisi bil ti poleti tam? Ja. Pa ja, ne, glih obratno. Ja. Ja, torej
tema, za temo se gre. Skratka, ja, v prvem delu pademo v čisto temo. Zdaj, mogoče še ena stvar, o kateri bomo dosti govorili, mogoče danes, pa je tudi fino, da povemo citat, ki ga beremo čisto na začetku prve epizode. For we do not know what beasts the night dreams when its hour grow too long for even God to be awake. Je iz knjige kratkih zgodb Roberta W. Chambersa z naslovom The King in Yellow. Tam. Ja. Jaz nimam pojma, kaj to pomeni, ampak ok. Morilec iz prve sezone je seveda sledil The Yellow King, ne, se pravi. Sledil je temu morilcu, ki se je imenoval, ali kaj je že bilo. Tudi jaz sem že malo pozabil. Skratka, on je bil obseden z isto kvazi mitologijo, ki izvira iz del predlovkraftovskega avtorja, ki ga je on omenil prej, in tale King in Yellow je najbolj znano njegovo delo. Pač tule se zdaj vrnemo k tem, tale citat na začetku pove, da se bomo vrnili k tem kriptičnim stvarjem prve sezone. Okay. In tudi se, ne. Zdaj, druga in tretja sezona, mito, spoileri malo, ne, nič nadnaravnega ni v njih. Tudi, kar je mogoče malo namignjeno, ampak niti ne v drugi sezoni, pač v tretji sezoni recimo se gre zelo za to, da je glavni junak ima demenco in se ne spominja vsega čez vredo, ampak niti ni, da bi kaj namigovali na nadnaravno kot pri prvi sezoni, ker je ful nekih namigov na nek kult, potem pa pač je normalno policijsko delo na koncu, no, vse. In pač psihopatija na neki normalni ravni, kar se tiče morilca. Mislim, kakorkoli, če to reči. Ja, Aljoša. Tudi ena taka stvar je, ki mislim, da tukaj že lahko v resnici povemo, da ta se pravi postaje Calal, oziroma kakorkoli že se to izgovori. Ta ime je iz romana Žila Verna Skrivnost Antarktike, v kateri ekipa raziskovalcev najde mrtvega mornarja na ledeniku in se odpravijo raziskovati in ugotovijo, da je otok po imenu Calal zapuščen. Vsi staroselci so namreč umrli od stekline, ki jo je mednje zanesel pes iz ladje. Skratka, in takih drobcev bo cel kup, no, skratka, tako da jaz ne vem, če bomo danes glih pol ure za te prve 3 epizode, ker jaz imam tega res še ful. Ampak zdaj, če gremo lepo, skratka, upeljajo nas v tole raziskovalno postajo, ker ni nikogar, samo odrezan jezik. A vam je to všeč, to sem ampak hkrati vidiš, da nekdo gre od zadaj, ne? Ja, tam on vidi sicer še nekoga, ja, neko... Ne, on ne vidi, on proč pogleda, ampak mi vidimo, kamera vidi. Imaš prav, ja. Ampak tega človeka potem več ni, ne? To je ena taka stvar, ki me res zanima, če bojo na koncu razložili, kaj bomo pač rekli, ok, to je gradnja atmosfere, ne? Ja, v bistvu, če zdaj povzamem nekako tudi deloma 3. epizodo, ne, je serija, glede na to, da mislim, da je samo 6 delov napovedanih, oziroma v tej sezoni, so zelo uspešni v grajenju te atmosfere, ne. Tale lokacija je kljub beli pušči zelo barvito zastavljena, ne, od likov do tega nekega osnovnega konflikta z rudnikom, potem domorodci napram rudarjev, ki tamle pač jim zastrupljajo vodo, pa deco, policisti, moški, ženski konflikti, potem, ki so noter postavljeni neki določeni družinski konflikti, vse je zelo se mi zdi v bistvu barvito narejeno, ne. Malo smo že pozabili, kako je to v prvi sezoni, ampak to je res, vidi se, da je zelo kvalitetna zadeva, že takoj od prve epizode naprej, no. Prva sezona je imela zelo tele barve, ki so zelo značilne za Louisiano, zelo veliko rumene, zelo imaš tam očvirja zelena, pa potem skurjena trava, dež, pa po noči je bilo tudi ful veliko.
Tako da, ja, tisto je tudi bilo zelo pestro in bogato. Druga in tretja ste imeli manj barov. Ne, se nisem mislil toliko dobesednih barov kot na platno, ampak tako barvitost kot dobro zgrajen sveta, plastičen. Tudi drugače, ne, mislim, v obeh pomenih to velja. Tudi je bila tam ena industrijska cona v drugi in ene te gangsteri tam in potem v tretji suburbija, tako da je bilo manj raznoliko. Medtem ko v prvi sezoni pa tukaj greš v zelo raznolike svetove znotraj ene, kljub temu, da si znotraj omejenega geografskega območja. In so raznoliki tako po tem ljudi kot po vizualno. Kako se vam pa zdijo osnovna dva lika, to je nekako odlika te serije, da nekako vedno vidimo dva protagonista ali pa v tem primeru protagonistki. Ja, tukaj imamo Liz pa Evangeline, se pravi, Liz je neka zelo praktična, pragmatična, racionalna, predstavlja, mislim, da tega klasičnega detektiva, ki pač verjame v to tipično Sherlock Holmesovo izloči nemogoče in prišel boš do mogočega, medtem ko je Evangeline bolj odprta za neke, ker je seveda tudi staroselka, bolj odprta za neke duhovne, ne vem, kako naj to imenujem, dovtipe, ja. Je skratka tudi za neko pripovedovanje nadnaravnega ali kakorkoli že. Tu se meni zdi ful zanimiva ali ne vem, metafora ali pa ne, dialog, rečemo temu, z Twin Peaks, kjer je pa obratno, ne? Kjer lokalni šerif hoče, dajmo to po propisima in pol pride agent Cooper not, ki reče, ne, sanjal sem nekaj. Pazi, tu imate gospo, ki hodi naokrog z hlodom, njo poslušajmo. Ne? In policaj je tak, ne. Ampak, tako da to se mi zdi zelo zanimiva neka referenca, zato ker je pa tudi na vizualni ravni in tudi na mnogih drugih dost, jaz bi rekel, da je celo več Davida Lyncha not, kot pa in Twin Peaksa, obvisli, kot pa pravega detektiva mogoče na eni tej pripovedni ravni. Okay. No, če smo že pri referencah, je seveda treba dodati Carpenterjev The Thing, kar je, mislim, da zelo očitna referenca na ta film. In pa Igor, ti si zdaj omenil pač ta velike teh namigov na nadnaravno, ne samo preko te policistke, ampak tudi nasploh, ne vidimo duhove, skratka duh pripelje, pokaže tej Rozi, kje so trupla, tam je nek severni medved z samo enim očesom, ki je resnična, ne vem, kako bi rekel temu, podoba unga medvedka, ki ga je imel sin od šerifinje, ki je očitno umrl v prometni nesreči, tako da je veliko nekih teh, plus to seveda tako, kot smo že imeli severni jeleni, ki na začetku storijo samomor, hkrati je veliko recimo govora o mrtvorojenih dojenčkih, se pravi, da imaš veliko teh nekih skoraj da bibličnih, apokaliptičnih prizorov. Ja, plus to, da je konc dneva, mislim, dejanska noč. Plus, prej sem se spomnil, če smo pri barvah, moramo omeniti mauričnost. Vse nekateri ljudje tudi pojavljajo, ki menijo, da je to čist volk, zato ker sta dve detektivki in ker je ena od njih lezbika, kar pač mislim, da ne vem, niso slišali še nikoli za Cagney in Lacey, ki sta v 80-ih bili cel hit in sicer nista imeli lezbičnih razmerij, ker pač v 80-ih ne bi prišel na TV s tem, ampak sta pa bili simbol, rečemo temu. Mislim, cela ta debata, da je to ful bolj woke, ker prejšnje iteracije se mi zdi neumna. Je pa dejstvo, da avtor scenarijev za prejšnje 3 dele, Nick Pizzolato, nikoli v svoji karieri ni uspešno naredil ženskih likov prepričljivih. In kar je okej, se ne rabiš čist povsod imeti ženske, lahko imaš tudi zadeve, kjer so sami moški.
če jih znaš v redu te like narediti. Se mi pa zdi, da v redu, da imamo zdaj tudi ženske not, mislim. Super je. Zelo je dobro narejeno, zelo je ravnoteženo in zelo dober vpogled da v eno samo svojo skupnost. No. Ja, mislim, da nadaljuje to neko tudi pomembno temo za to serijo, tradicija proti modernemu svetu. Ne? Skratka, tam imamo staroseljce, ki varujejo neko, kaj jaz vem, neko tradicijo, skratka neke stvari, ki se prenašajo iz roda v rod, imajo te tatuje na obrazih in tako naprej. In potem imaš belce oziroma te novopriseljence, ki dejansko zelo odrivajo vso to in njihovo duhovnost in njihovo vero in njihovo prepričanje, da jih rudnik zastruplja. Ne? To je vse nekako povezano. Jaz mislim, da tudi tole pač, ne vem, feministična ta sporočila, ker tukaj imamo res ženske, ki so, skratka, policistka Navarro dobesedno izrablja unga svojega fanta oziroma tistega gostilničarja, ali kar pač je, ne, ga rabi sam za seks, pride, ga nategne, on bi se rad pogovarjal z njo, ona kar gre, enako šerifinja pač počne, očitno menja moške, očitno je veliko žensk razburla v tem majhnem zaselku, zato ker je spala z njihovimi možovi in tako naprej. Imaš malo tega, ne, jaz bi rekel, da nek način ne razumem, zakaj je to Vogue, ker je kvečemu na trenutke celo pretirano pač ta neka ženska samostojnost in to, ki pa se spet navezuje, jaz mislim, da za to neko idejo, da je tu zadaj nekaj nadnaravnega, ki ima mogoče ženske poteze. Okay. Zanimivo. Jaz bolj gledam na to, da pač v toliko ekstremnih skupnostih so ljudje ful bolj samostojni. Moški tudi in to, ženske. Ja. In se mi zdi, da pač drugače se ti zmeša, na zadnje. Ful izoliran, po zimi sploh ne moreš vsake toliko nikamor priti, temo imaš, tudi poleti, po mojem, ni glih, da si takoj v civilizaciji lahko, ne? Amazon ti ne dostavlja. Mislim, okay. Vsaj Netflix očitno dela, ne? Tako da je. Kot so omenili. Tako da mislim, da je tudi s tem povezano in mislim, da zaradi tega je tudi to dosti bolj realistično. Ne? Tudi dejstvo, da je tista žrtev staroselka in da je njen umor ostal neraziskan, je normalno. Zato, ker če bi enega belca ubili, bi bil umor raziskan ali pa bi našli krivega, tudi če dejansko ne bi bil nihče kriv. Ja, se to so prav podali notreno, to krilatico oziroma Liz vrže nazaj na varoti. Liz vrže to naprej na krožnik, ne, da bi bilo to v tem primeru že rešeno, ne, če bi bilo tako. Ja, meni se bolj zdi, da v bistvu zraven tega, ki sta omenila, ne, tudi ta kontekst okolja, kako zaznamuje ta dva lika, imata še v bistvu eno podobnost in to je pač neka določena travma ali tragedija v preteklosti, ki je neraziskana ali pa še vsaj zdaj zavita v neko tančico skrivnosti. Ne. Zdaj Liz ima posvojenko, moža ni, edino v prvem delu si nekako zaznal, da je mogoče na cesti se nekaj zgodilo z alkoholom neki. Navarro ima pa to prijateljico / mati, pa njena sestra, ki ima neke mentalne ali pa duhovne probleme, ne vemo, kaj je. In to se mi zdi bistveno bolj zanimivo, kot pač neke te krilatice, da je reakcionarjev, da je to pač Vogue, ker pač so ti ženski liki nekako čudovito plastični, da pač kao je bolj zanimiva dejansko ta plastika, o kateri se pa da pogovarjati, ne, kao, ne, ti ljudje obstajajo. To, da so prezentirani, še ne pomeni, da agenda posredi pač kao liki so nezanimivi. Ne? In to me zelo zanima, ne? Ker pač kljub vsemu, ne? Da smo zdaj v 3 epizodah, mi smo zdaj dokaj pri drugi epizodi, se to ful gradi, nagrajuje, mislim, se razkrivajo sloji v vsaki epizodi ven, imamo pa vseeno 6 epizod in me malo skrbi, ne? Da ne bo to zdaj v bistvu pleteničenje za pleteničenjem, pa nalaganje za nalaganjem, da bo potem na koncu imeli samo eno veliki zamah brez udarca. Ne? Jaz mislim, da je to nekako tudi fora tega, da
zaenkrat jaz mislim, da jim dobro uspeva odkrivati te plasti. Mislim, da smo v prvem delu dobili zelo na hitro karakterizirane vse like. Tudi meni je bila recimo res neverjetna scenaristika, ker imaš ti Hanka in njegovega sina Petra, ki je full udan šerifini, kjer mu Hank pač kao reče, takoj prva njegova interakcija je govori glasneje. Pač sin pokaži asertivnost ali karkoli, ampak ona takoj reče, jaz ga čist v redu slišim, kaj ti tle neki govoriš in takoj imaš ta nek zaris liku, kar se mi zdi pač fenomenalno. Dobro narejeno in zdaj v drugem delu dobivamo pač te neke flashbacke, poglede nazaj, tudi v tretjem delu takoj se začne s flashbackom, in mislim, da to nekako zaenkrat gradi. Se pa jaz, bojim tako, kot ti Mito, da seveda vse te plasti, ki se nalagajo, so pa vendarle je pa tega res veliko, no? A bojo znali to vse prepričljivo pojasniti, a je veliko tega samo nekaj, kar dela vzdušje, ne bo pa pojasnjeno. Ja, da ni samo zgolj rokoko, ne? Mislim, jaz ponavadi ne znajo te, ki znajo zgraditi elegantno svet, ga ne znajo lepo zaključiti, tudi če so si že v osnovi zastavili, kako bo to. Ali pa pač vsi pričakujejo, da boš zadovoljen z bodisi tem, kako se je končal Twin Peaks, bodisi s tem, kako se je končal Lost, recimo, ki je tudi ena stvar, kjer so tako lepo gradili. Zdaj pri toliko malo delih se mi zdi, da bi znalo biti malo na hitro zaključeno, ampak po drugi strani pa mislim, da če ne zaključijo z Deus Ex Machina ali pa z nečim, da rečejo, on je bil morilec, samo je, ne vem, dvojna osebnost ali pa whatever, neko tako res cheap varianto, da bom zadovoljen s tem, koliko fascinanten svet sem spoznal in koliko me je uspelo dostkrat presenetiti, vse skupaj, kaj se dogaja. Pa ne mislim samo Corpsicle, ki ko ga prvič zagledaš, je what the fuck, in koliko on začne kričati si what the fuck. Ja, zna biti, da mogoče veš, je fokus vseeno, da upam, da bojo zdržali ta en določen fokus, ki sem ga zaznal, ta neki osnovni kontrast med tremi špurami. Eno je Liz kot belka, ki ima posvojenko staroselskih korenin, Navarro, staroselka, ki je njena protiotež, pol pa Petra, ki je pa poročen z staroselko in je tak mixed couple, pa ima te svoje čisto specifične izzive, ker se nekako odinja šerifini non-stop, pa foter mu hodi po zelju, no? Hkrati ima pa družinske probleme, ker pač ne zna posvetiti dovolj časa svoji družini. Ne? In če je zgolj to, če so zgolj ti trije liki, pa da je to neki osnovni konflikt, ki je ravno dovolj plastičen, pa bo to ok, če znajo to razrešiti, ker če smo čisti iskreni, vse okrog je dost lepo, pa baročno, in tudi ne rabiš zdaj vsake zadeve. Ne vem, mene naprimer ne zanima, zakaj je pokojni mož od one samotarke šel na let, naprimer. To mi je pač baš ravno, naprimer. Pa tudi konflikt med rudarji pa staroselci je v bistvu čisto ok. Ne rabim imeti eksplozij pa iskanje teroristov, naprimer, da špekuliram. Pač zgolj ta nadnaravni element, pa potem konflikte med njimi tremi, mislim, da to... Pa predvsem, kar je se zgodilo z raziskovalci. Ja, to pa eni seveda, mislim, tale star, 6 let star primer staroselke, ki je bila ubita, posiljena, ne vem kaj že. Ja, zgleda, da sta ta primera povezana. Zdaj, če gremo sem še na hitro, bomo šli kar čez prvi del, pa vidva, če boste kaj takega še hotela dodati, seveda skočite vmes, da še ene par stvari omenimo. Skratka, ko pridete na postajo, tam je, hoteli so imeti filmski večer, očitno raziskovalci, in so gledali Ferrisa Bullerja, in ravno se je nekako na repeat začelo vrteti bitli iz tega filma Twist and Shout, kar je seveda pol fora na ta trupla, ker so malo twisted and vsi kričijo. Hkrati je to muska, ki se je Jodie Foster, šerifin je potem spomni iz svojega spomina na sina, tudi tam je ga v ozadju Twist and Shout, in zaradi tega tok popeni in ugasne to musko. Potem še en velikonočni jajčič, Igor, nekaj si hotel še reči? Ja, ne vem, še Twist and Shout je še ena stvar. Aha, povej.
Ko v tretji epizodi, ko vletita do tega morilca, ki je umoril svojo ženo, ki je serijsko pretepal, si on žvižga twist and shout. Je tudi tam. Okay. Ja, ki ga že ona sovraži komad prej ali pol, ne vemo, ampak še za bonus res ne mara komade. Hkrati pa je z Ferrisom Buellerom še ena stvar, ki pa je zdaj malo far-fetched, ampak mi je lušno. In sicer Ferris Bueller's Day Off je znan potem, da glavni junak ful razbija četrti zid, on se pogovarja z kamero in na koncu poušlja gledalce ven z kinodvorane. In direkt pod sliko Ferrisa Buellera pod TV-jem je The Thing, DVD, zelo očitno tam. Ja. In nahajamo se na postaji in to je na nek način isto Breaking the Fourth Wall, torej rušenje četrte stene. Tako da to se mi je zdelo je malo lovsko, ampak ja, je. Okay. No, potem šerifinja najde, da je eden od raziskovalcev je bral roman Cormaca McCarthyja 1985. To je antivestern, v katerem se ta glavni junak pridruži tolpi odpadnikov, ki pobija staroselce. Tudi to mogoče ni čisto naključje. Skratka, potem imamo, seveda tam najdejo napis We are all dead, skratka, vsi smo mrtvi na tisti tabli, v Calalu. Kaj še pol takega? Hank ima iz nekega razloga kartoteke doma, po neki poplavi jih je domov nesel in jih tam zelo skrbno čuva in več kot očitno je tudi on takoj, ko so našli jezik, pomislil na to, da je en, da bi to lahko bila en, tako da tudi tu je neka skrivnostna, mislim, povezava, on definitivno še nekaj skriva. Kot smo že rekli, Navarro sreča enookega medveda, čisto ta pravega, in pa potem k temu truplu jih pa vodi skratka, kaj je že, Travis Cole, duh, ali kar prikazan Travisa Cola, ki je zdaj, to so pač ustvarjalci serije potrdili, fotor od Rusta Cola. Se pravi Matthewa McConaugheyja iz prve sezone. In eden od financerjev te postaje Calal so tudi familija... to je fundacija, ki se imenuje Tuttle. Tuttles, ja, to so pa družina, ki je ta ena ti zlobci iz prve sezone. Ne? Skratka, to bi naj bil neke vrste prequel oziroma prednadaljevanje prve sezone. Mislim, se navezuje na njo, zato ker on je že tak mrtev, pa to se dogaja zdaj, v sedanjosti vseeno. Tako da to imamo, potem imamo recimo v drugem delu je še kaj takega, učitelj, skratka šerifinja gre k nekem učitelju naravoslovja, ki razloži, da so na postaji Calal skušali dekodirati DNK nekega mikroorganizma oziroma potegniti nek mikroorganizem, izumrli mikroorganizem iz ledu, da bi iz njega našli, zdravila za raka, genske napake, dolgo življenje, kakorkoli pa že. To ji pove. Potem tista Rose, ki razlaga tole o Travisu, ima ene par takih zelo močnih, zloveščih povedi, kot je Fabric of all things is coming apart at the seams. To recimo se mi zdi. Okay, ja. Tudi to, da je spirala starejša od ljudi in tudi od ledu. To, ja. Potem tale Raymond Clark, ki je nosil bundo od umorjene Annie. Najdejo, da je pač ima on neko, da je kupil pri kolcu od bratranca od nekega modela. Zanimivo, da je Raymond Clark tudi ime resničnega morilca iz Amerike, ki je pred nekaj leti ubil eno žensko v nekem laboratoriju. In jo je zadavil. Pač to je bil zelo razpit ameriški zločin, primer. In pa potem skratka
Skratka, najdete to prikolico, kakorkoli že, ki je ta Clark je živel, ker sta se ona dva na skrivaj dobivala, ker je eni želela, da se dobivata na skrivaj. In tamle, medtem pa šerifin je brska po zapiskih Raymonda Clarka, in če ste pauzirali epizodo, tako kot sem jo jaz, ste prebrali v teh zapiskih recimo Never say her name, I can hear her moving, her cold fingers, I can hear her outside, eyes, her face dark, oh God, needs sleep in podobne nore zapiske. Čudovito, taka zelo najstniška poezija. Taka bitniška. Dobro, da veš, kdaj ustaviti. In potem med trupli, skratka v tele, kot smo že rekli, Korpsekl? Tako ni Clarka. Ne. Imam pa še eno vprašanje za vaju. Tukaj je, da eni ni hotela, da bi izvedeli za njega. Ali pa mogoče oni niso hoteli, da bi se izvedlo, da imajo karkoli. Ker oni so bili zelo izolirani in niso hodili v mesto. Mogoče, mislim, oni so kao znanstveniki, ampak basically znanstveniki normalni delujejo na takih postajah, tako da so v rotacijah in se izmenjajo, zato da lahko imajo normalen life, da se jim ne zmeša. Če so ljudje toliko cajta nekje tam, se temu bi mogoče reklo kult. In mogoče ne smejo imeti punc po tem takem, ker kulti take stvari včasih omejujejo. Ne vem, nikoli nisem bil v kultu. Govorim iz tega, kar pač sem vodje prebral. Kulta se ponavadi ne omejujejo, ampak razumem, kaj hočeš povedati. Ampak se je možno, da so vodje kulta tele Tuttle Foundation v Louisiani in ne tam. Ok. Samo nekaj, kar pač sem pomislil na tem, ker je res fucking weird, da že 6 let ali koliko 8 let niso šli ven od tam. Da ne pozabim, mislim, da v prvi ali pa drugi epizodi vidimo tudi, da Petrov sin narisal eno risbico, v kateri je ena strašljiva gospa, za katero mama Petrova žena reče, da je to neka starselska legenda, ampak neke zvezdaste rane, iz katerih curlja kri, na tej risbici so seveda zelo podobne ranam, ki jih ima Eni. To je še pač ena stvar. Zdaj ne vem, koliko je Mulj star. Ona je umrla pred 6 leti. Mislim, da je 4. Torej ni mogel tega videti. Torej spet je tu neka zlovešča reč zraven. Zdaj pa, če gremo na 3. epizodo, tamle šerifinja nekaj deducira letnico oziroma kako so se stvari razvijale v fotografijah, potem, ko vidi Eni v majici Ariane Grande. In sicer ve, da je tisti album išel leta 2016 in ta album se spet imenuje Dangerous Woman. Kar tudi spet smo tam. Skratka, ves čas serija mislim, da namiguje, da je ta neka entiteta ali neki karkoli, nek zelo ženskega spola. Ona se je zbudila. Tako, ona se je zbudila, to, kar reče čisto na začetku. Mislim, da je to Cole, tale tip. Ki se jim tam pojavi? Tisti. Ne. Edno raziskovalcev. Ampak ni ta, ki je z Eni. Ne. Clark. Ne, Lund je ta na koncu. Lund je tisti. Lund, ja. Kak pa vam je všeč način dedukcije, ki ga fura lik Jodie Foster? Misliš? Vprašanje, ja. Kaj je pravo vprašanje? Mislim, meni je zanimivo, ker ni ta neko naglas razmišljanje, ker v bistvu dost gledalca se mi zdi, da vklopijo. Če si prej v Bullera omenil, se mi zdi, da mogoče to ta tisti zelo učinkovit scenaristični nagovor. Ker nekako se ti vprašaš, kako vprašanje pa bi bilo primerno za tu, ali pa zanimivo, ali pa nekaj, kar bi bilo na mestu. Tako zelo jasen nagovor se mi zdi. Meni je kul. Tudi jaz moram reči, da se mi je to kar dopadlo. Ker v resnici je res, čeprav je malo tako zelo filozofsko. Seveda moraš ti vedeti, kaj je pravo vprašanje, da dobiš pravi odgovor, ampak zato, da veš, kaj je pravo vprašanje, moraš nekaj vedeti v tem primeru, ne moraš kar tako ugibati 6 vprašanj in videti, katero je pravo. Ampak se mi zdi pa fino, tudi kako ona Petra v bistvu vodi do tega, v tisti, mislim, da v drugi sezoni, ko sta v tej hokejski dvorani, v drugi epizodi, ko sta v hokejski dvorani, nekega skuša točno tomu povedati, ne, vpraši se pravo vprašanje in on potem seveda sprašuje
fajn reči. Meni je bila ful všeč ta na začetku pač spet ta Annie Peter njun dialog, kjer pač Liz, kjer Liz da en telefon Petru in mu reče pač odpri ga in on reče, se nisem hacker, ona reče, se si star 30, halo. Manj kot 30. Mislim, valjda, da veš, kako se vdre v telefon. In dokaže, da je. Sin on TV, ja. In potem Liz nekako tudi Petru pove, kje sta se z Navarro razšli, kje je pač ta bil njuna točka preloma. In to je bilo v primeru spet enega nasilneža. Ne vemo, da Navarro potem tudi v tej epizodi pove, da je, ali je že v prejšnji povedala, da je skratka imela njen fotor bil nasilnež, z mamo sestri so zbežali od njega in tako naprej in zaradi tega ima ona verjetno težave z nasilnimi moškimi figurami, kar smo videli že takoj v prvi sezoni, ko je pokličejo, v prvi epizodi, ko je pokličejo k tistemu pretepaču. No, skratka, ta tip je bil nek William Wheeler, ki je skratka ubil svojo ženo in zdaj mi po pripovedovanju šerifinje, ona govori, da sta se rešili zaradi tega, ker je pač njo to ful prizadel, ker ko sta prišli na zločina, je ona pač hotela, da bi že kaj naredila, prej, ker je Wheeler ubil ženo in sebe, ampak mi vidimo seveda v flashbacku, da to ni res. Kajti Wheeler je, ko oni dve prideta na prizorišče, še kako živ in še kako žvižgajoč. To je res mojsterski način, kak flashback sfura, da toliko stvari naenkrat poveš. In res je dobro. To mislim, tale Issa Lopez, wow, kapo dol za take prijeme. Ker tudi ful je naravno uporabljeno, ful ni, da je konstantno neki taki triki so not, da bi že pričakovali karkoli in potem sem vidiš, aha, to se je zgodilo. Ok. In zdaj tudi tako, internet me je opozoril, da je William Wheeler skoraj dobesedno, če sem prav razumel, ime iz ene Appleove TV serije in sicer Changeling in da tam je lik s tem imenom obsedenec, ki pobija otroke, ker ga nadzoruje neka Lovecraftovška šast. Okay. Skratka, spet, jaz ne vem, a je to namerno ali ni namerno na tej točki. Drugače, Appleova serija je narejena po romanu, ki je že kar nekaj let zunaj, ker to bi bilo precej weird, ker Appleova serija je par mesecev, ampak ta roman Changeling od Viktorja Levara, je ful znan in je zelo dober. Tudi njegove druge stvari sem jih že kar eno par prebral, so super in on je eden od teh sodobnih avtorjev, ki Lovecraftov legacy spreobračajo, da pač torej rasistični pogled obrnejo. Recimo njegova nagrajena zadeva je Ballad of Black Peter, whatever, ne vem točno, kjer točno vzame en lik, ki je stranski lik v Lovecraftu, tam napolti in njegovo štorijo predstavi in zelo pogosto uporablja neke Lovecraftovske elemente, ampak prek vseeno v zgodbah pa preoprašuje rasizem. In ja, to. Skratka, potem ima frizerka, ugotovita skratka, da je frizerka tudi umešana, da je imela boljši odnos z eni, kot je očitno prikrivala in ona jo napoti k še enemu moškemu, ki je bil prej na postaji in ki je izginil malo po enini smrti. Skratka, zdaj tega priimka si nisem zapisal, potem sledi ta pogovor v avtomobilu, ki se mi zdi super, kjer šerifinja vpraša Navarro, what do you do when you're lonely, in ona reče, I watch Netflix, in pol ona nazaj, come on, seriously, ker kdo pa gleda Netflix, če smo na HBO-ju? In ona potem prizna, da ne, da se pogovarja z Bogom, oziroma ne, da se pogovarja z Bogom, ampak ga posluša, kar se mi zdi tako zelo zenovsko. Ja, to je dost New Age. Ja. Skratka, imamo to, potem kasneje Peter spet pokaže, kakšen milenijec je, ker vpraša, who is Mrs. Robinson. To se mi je zdelo še kar. Okay, no. Za naše Gen Z poslušalce, pogledajte si film The Graduate, ful je zabaven. Ja. In potem smo spet na protestu, kjer govorijo spet o teh mrtvorojenih dojenčkih in pa mislim, da zdaj že enih petič
v tej seriji slišimo zelo neusiljivo o tem, kako je voda zastrupljena. Kar mene navaja k misli na to, da so vsi ti prividi in vse to, kar se dogaja, posledica nečesa, kar je v vodi. Ampak vseeno ne moreš trupel najti. Ja, meni bi se Ne, trupla. Ampak jaz mislim, da so trupla posledica nečesa, mogoče mikroorganizma, ki so ga oni skopali in je nekako prišel v vodo. Ne vem, ampak mislim, da gre za neke masovne halucinacije in da tudi tisti severni jeleni na začetku kažejo, kam gre Ennis. V pot masovne histerije in masovnega samomora. Ja, šurno, ok. Mislim, plausible. Ja. No, jaz mislim, da je to super, kaj ste vi dva neki. Ja, meni bi se prej zdelo, da če gremo zdolž popolnoma nadnaravne špure, da so pač v tem rudniku tako globoko kopali, da so enega balroga potegnili ven in da pač to prikrivajo. As one does. As seen very Christmas. Tako da ja, ne vem, to bi bila ena fora, ker ta voda je v bistvu dejansko, oni si celo talajo tele neke plastenke, ne? Na teh protestih, pa tudi Liz v 3. epizodi jo potem si roke umije z njo, ne? Oziroma jo preseneti, bolj prestraši, šokira. Tako da ja. Ja, ker seveda umazana voda ni v vseh delih mesta, tam, kjer šerifi živi, imajo lepo čisto vodo. Samo mislim, da tale umazana voda od tega rudnika, pa karkoli se je zgodilo v tej postaji raziskovalni, ni nujno povezano. No. Mislim, oni so vseeno neki za sebe kopali, ne v rudniku, in rudnik je kopal v skalo, oni pa v led, tako da tu mislim, da vseeno ni isto. Ja, čeprav zdaj tukaj je vprašanje, na koncu vidimo ta video posnetek na telefonu, ko pač Peter odklene enin telefon, ker jo vidimo v neki ledeni jami, ne? In zdaj nisem čisto ziher, a je to najbrž ni rudnik, ne? Ne, ta brlogo do ne pošasti od Skywalkera iz Empire Strikes Back. Hvala. To je edino logično. Druge ne more biti. Ampak v prvi epizodi smo videli, da ona ni, da so jo poleti našli. Ja. Tako da to mora biti v ledeniku nekje. Ali pa v hladilniku. Mislim, v hladilnici. Ne, ker lahko bi bila v hladilnici od te postaje raziskovalne, ne? Ne, zdaj ne vem, če si videl že preview 4. epizode. En prvi stavek je, da v bistvu te jame ni nikjer okrog blizu, ne? Ni nobeni, kjer so našli eni, ni blizu nobenih jam, ne? Da ne vem. Ja, torej hladilnice. Skratka, s tem se sicer čisto konča, ampak še pred tem imamo grozljiv prizor, ker se Lund zdaj zbudi v bolnišnici in je amputiran, mislim, da ima, tisto roko so mu tako odlomili, že tam policaji, pol ima obe nogi odrezani, čist je gangrenast in zgleda malo obseden ali nekaj, skratka, in pozdravi Navarro z mama te čaka, oziroma nekaj v tem smislu. Evangeline, mami te pozdravlja in te čaka, skratka. Hkrati so nekateri upozorili na prizor s pomarančo, ki malo zgleda tako grozljivkast, ona vrže pomaranča v temo, pomaranča je prileti nazaj. Če ste gledali Botara, veste, da pomaranča pomeni smrt. Skratka, ali je zdaj Navarro ves čas blizu te smrti, ker se ji v nekem v nekih sanjah pri vidu se ji prikaže tudi sin od šerifinje, ne vidimo ga sicer v obraz, vidimo samo njegovega medvedka, ki ga ima v rokah. Zdaj, ali je ona blizu mrtvih in komunicira z mrtvih, ampak ali pa to tudi pomeni, da bo ona skratka na koncu nastradala? Ja, vsekakor jo je že ta teta od Harryja Potterja probala napeljati na to, da je treba kako komunicirati z mrtvimi in imaš nek občutek, da je zdaj ona naslednja, ki bo to furala. In tudi, ne vem, še tudi to, da ji mama ni povedala tega njenega staroselskega imena. Na eni točki bo mi mama mogla priti to povedati. Mislim, tako delujejo odnosi med starši in otroci. Absolutno posmrtni. Čudovito.
Skratka, to še imamo, pa seveda zvemo, veterinar izkaže svojo ekspertizo, ne, in pove, da pač skratka ti ljudje niso umrli od podhladitve, raziskovalci, ampak od srčnega zastoja in torej strahu. Zdaj sicer, kot pove šerifinja v drugi epizodi, seveda bi to lahko sledilo, ti ko doživiš tako ekstremno podhladitev, zapadeš v nek delirij, v neko čisto norost, ne, tako da še vedno se zdi, da je lahko zadaj racionalna razlaga. Pri tem veterinarju pa je tudi ena stvar, ki jo reče, ki mi je najbolj black grounded in se mi je ful dopadlo, ko reče onemu Petru, koliko časa si ti zdaj že bulil v tele? A ja, kako dolgo si že tle na tem ledišču? Ker vidiš, da tako, je resno freaked out, deluje kot normalen človek, ker vsi so malo lupi, ne, v tem enisu in obvesli se tem primerom ubadajo in so čist notne. In bolj pridem od zunaj in reče, vi pa ste čudni, jaz grem. Tako prav res stand-in za publiko. Skratka, to je nekako to so te 3 epizode, jaz zdaj ne vem, jaz razen tega, kar sem o vodi tuhtal, skratka, in da domnevam, da ima to neke povezave s tem mikroorganizmom, ne, tudi ne vem, ne predstavljam si čisto dobro in da prihaja nazaj ta neka božanska, pošastna entiteta, ki bi lahko bila eni, kot nek maščevalen duh, I guess, ampak jaz vseeno mislim, da je neka racionalna razlaga v tem, da je to del nekih prividov, ki jih imajo ti ljudje zaradi. Mogoče pa je ona odkrila nekaj ne o rudnikih, kot vsi domnevajo, ampak o raziskovalni postaji in so jo oni pomorili in je to neka krivda, ki jih pač preganja zdaj. Tako bi jaz recimo na tej točki ugibal, kaj bo naprej. Ja, ok, to bi še kar podpisal. Ja, mislim, ker si tudi ne na zadnje raziskovalno postajo funded by evil people. Ja. Skratka, v prihodnem delu pa tako, kaj je že Mito namigno, skratka, iskali bomo to jamo, ker se je skratka to zgodilo. Zdaj jaz ne vem, ta posnetek si pa nisem dost pauziral, ampak ne vem, ne vidi se kaj dost na njem. Skratka, ona nekaj reče, našla sem nekaj in potem se zdi, kot da jo nekaj tudi zgrabi. Mislim, da govori, našla sem jo, isto tole njo. Tako da, ne vem, možno pa, da so oni našli ne mikroorganizem, ampak neko zamrznjeno truplo iz pradavnine in ga odtajali. Kaj pa vem, to se v sci-fiju večkrat zgodi. Aha, pa ti misliš, Igor, da bo ta stvar rešila tok v znanstvenem fantastika, pa tok v grozljivko, da ne bo racionalna razlaga na koncu? Mislim, da se bo končalo z nekako tako, kot več dostkrat X-File, torej z nečim, kar je racionalizirano, ampak mogoče pa je nekaj več. Aha, okay. Vsekakor teta od Harryja Potterja se pogovarja z mrtvimi, tu ni neka debata in tudi mislim, da se bo še kdo drug. Ne pozabi, da ona je tudi dost na wacky tobacco. Ja, jaz sem tudi bil, pa nikoli se nisem pogovarjal z mrtvimi. Ja, ne, pač ti nisi toliko na severu pohal. Ne, mislim, da bo zelo odprta zadeva, kao, da bo tako, da ne boš vedel zagotovo, pa veš, mogoče tako kot v The Terror, naprimer, ne? Če se spomnita, ker je tako dost podoben setting, pa hkrati oni racionalizirajo vse skupaj, ampak je pa tudi neka pošast z neki jih žre, tako, veš, ki ima neke inuitske nadnaravne štose, mitološke fore. Tako da ne vem, tu še zdaj pri 3. epizodi je zelo še odprto. Ja, vsekakor ne bo Vendingo z svojimi temi rogovi. Ja. Ali Yeti. Yetija je že, mislim, da izločila v prvi epizodi, ali vsaj v drugi, se mi zdi. Tako da jaz tudi mislim, da ne. Ampak zaenkrat jaz moram reči, da mene serija kar pelje in se veselim. Se pravi, še 3 ponedeljke jo bomo obravnavali. Zdaj, po tej epizodi bomo vsako epizodo posebej obravnavali, se pravi, pričakujte še 3 epizode, posebne epizode za čisto pravega detektiva.
Fanta, imamo še kaj zapovedati o teh prvih 3 delih? A smo vse jajčke razbili? Sure. Smo na ledu popekli ali zmrazili ali dali v skrinu. Ja. No, če smo Ti povedali, res ne veš, kaj se z jajci počne. Ne, sorry, to sem dal ven sistema. Skratka, to je bilo naše mnenje o prvih 3 epizodah serije Čisto pravi detektiv Dežela teme. Kakšni so bili kaj vaši vtisi? Povejte nam na Facebooku, Instagramu, Twitteru ali na Discordu, ali pa nam pošljite razglednico. In če boste preživeli do takrat, se znova slišimo torej v torek 6. februarja, seveda dan potem, ko si bo mogoče ogledati 4. epizodo serije. Nanakun. Ok. Ja, to je iz tega jezika. Okay, I hear it. Oziroma, najbolj enostavno za izreči. Ok, agrees in Inuit. Okay.